Poleti dozrele pšenice, jeseni dopolne police, po zimi snežne kraljice, lani do zadnje vrstice, v življenju do prave resnice, pa v sebi do rdečice, čez eno in drugo lice. In če ne prideš ne prvič, ne drugič do krova in pravega kova, poskusi novič in zopet in znova. Ja, pojdimo v življenju do konca, pojdimo do prave resnice, pojdimo do sebstva in če ne treba, do drugega rojstva. Dobrodošla. Marijo Černelič zanimajo ljudje in njihovo zorenje. S holističnim pristopom, ki ga ima pri svojem delu osebne svetovalke, se je lotila tudi pisanja knjige. In pred nami je iskrena pripoved o pasteh in spoznanjih na njeni poti, predstavljena na način, da bi lahko koristila vsakemu od nas. Diplomirala in magistrirala je na Ekonomski fakulteti, zdaj pa v okviru doktorskega študija sociologije pripravlja disertacijo na temo odnosa do staranja in smrti v naši družbi. Marja, zakaj si se odpravila na tako zahtevno 8 let dolgo pot pisanja knjige o spoznavanju sebe? Kaj si želela? Spoznati svoje barve in odtenke? Morda odgovore najti? Ali pa najti mir, ki bi kljuboval vrtiljaku življenja? Zakaj? Pravzaprav sebe poznam kot iskalko. Vedno in zmeraj me je zanimalo še več in več in več. In ko sem pač zbirala ta znanja na uradni način, druga pa, tako kot je rekel Mali princ, bistvo je v čem skrito. Ne? To so bile pa tiste šole skozi moje življenje, ki so mi pravzaprav sproti, to je bil proces zorenja, sproti dajale v bistvu eno vezano celoto, ki se je po kamenčkih nekako zbirala in čutila sem, da ob težkih trenutkih v mojem življenju, vsakih ima, tudi jaz nisem izjema, sem čutila, da mi pisanje na nek način pomaga. Ne? To je bilo v bistvu meni terapevtsko delo, hkrati pa se je nekako kot koralde zbiralo ta znanja in sem čutila, da je prav, da če je to meni pomagalo, vsakič znova kakšen kamenček več, da je morda prav, da to podelim z drugimi v nekem smislu. Nekdo je morda korak za mano, nekdo je 3 korake pred mano, ampak v vsakem primeru temu seveda čestitam, ampak v vsakem primeru mislim, da ne bo nič škodilo, če se malo prebere, pa se pogovorimo, mogoče se pa iz tega še kaj novega rodi. Nihče med nami ne vstopi v življenje vedoč, kdo je in zakaj je tak, kakršen je. Nihče. Da bi to izvedel, mora poseči kar globje in mora prisluhniti krikom svojega bitja, ki pozivajo k odkrivanju pravega jaza. Ali je knjiga odgovor na te krike? Torej, knjiga je izziv. Knjiga ni nekaj, kar bi rekla, da je to nek recept, da bo nekomu takšna, kot je, edino ta koristila. Vendarle pa pravim, je izziv. Je izziv vsakemu od nas, da morda na kakšnem področju, kjer je še ostal morda v senčni plati sebe, morda začuti nekaj v sebi, nekaj prebudi, kar je v njem spečeno. Namen je zgolj izzivati, torej izzivati v pozitivnem smislu. Tako, ja. Knjigo si zasnovala zelo celovito. V svoji osebni izpovedi si dodala mitski jezik,
simbolne ilustracije velike arkane, psihološka dognanja, filozofske modrosti in mnogo ilustrativne poezije in citatov. Ampak, Marja, to je tvoja jungovska pot samospoznavanja. In ker si jo popisala v knjigi, verjetno verjameš, da bo koristila mnogim bralcem, ki zelo različni hodimo vsak po svoji poti samospoznavanja. Kako misliš, kako jim bo koristila? Torej, v vsakem človeškem bitju, v vsakem, so kot zarodki prisotni, rečem, bogovi in boginje, ki imajo le eno željo, da bi se rodili. In v bistvu včasih res rabaš nek poriv, nekaj, torej jaz izhajam iz sebe. Ne enkrat, ko sem bila v nekem razcepu, na eni križišču, na neki točki razhajanja, pa sem vzela, jaz sem knjigoljub, pa sem vzela kakšno dobro knjigo v roke. Mene je vedno znova navedlo. Včasih sem se večkrat lotila te iste knjige, pa morda po enem mesecu, dveh, ne vem, nekje tam, točno vsaka ima svoje mesto pri meni na policah. In ravno to je tisto, kar želim. Morda jo bojo vzeli roko enkrat, morda večkrat, morda jo prebereš veliko kasneje drugače, kot si jo bral prvič. Tako da, ja, to je to. Verjetno v tako bogati knjigi lahko vsakdo kaj najde za sebe. Zdaj, zakaj sem združevala? Jaz vedno gledam, vsa znanja, ki jih na poti svojega razvoja srečam, mi prikrižajo pot na nek način. Nikoli ne rečem, to je znanje, ki je od nekoga. To je vedno ga nekako predsejam in tisto, kar začutim, vzamem za en del svoje celote. Ker jaz sem vedno delala na integraciji, na združevanju, nikoli na ločevanju. Ker mislim, da tukaj je pomemben del nas vseh, da se nekako iz nas vseh nekaj sestavi. Se pravi, da združimo te svoje znanja in izkušnje. A meniš, da moramo vsi skozi enake ali pa celo iste arhetipske procese življenja, da ugotovimo, odkot zares izhajamo in kdo smo? Pravzaprav cilj je eden in isti. Poti so pa resnično zelo vsak svoje. Se pravi, vsak od nas ima pravico, možnost, zmožnost in seveda zbira svojo pot okrog tega. Če bi šel sam še enkrat na en odsek poti, verjetno bi šel morda po drugi. Ampak ravno to, da ugotovimo, da smo namenjeni k istemu cilju, po zelo različnih poteh. To se pravi, k istemu cilju, morda bom zdaj malo prehitevala, spoznati samega sebe. To je v bistvu tisti pravi cilj, ko pravijo grem k sebi. To se pravi, osnovno vprašanje, kdo sem jaz. Saj se bova verjetno še. Verjetno ni prav veliko bližnjic, ne? Ja, jaz osebno, bom tako rekla, bližnjic ne poznam. Torej, česarkoli sem se v življenju lotevala, to so ljudje, ki so več ali manj na določenih odsekih me spremljali, vedo, da vedno sem šla po neki daljši poti, ampak prišla do cilja. Voltaire je rekel, na vse zadnje roditi se dvakrat ni nič bolj presenetljivo, kot roditi se enkrat. Vse v naravi je vstajenje od mrtvih. Ali moramo res vsi v sebi umreti, da se lahko spet rodimo v isto življenje v boljši različici? Ja, vedno je tako, da ko nekaj starega spustim, dam prostor nečemu, kar je novo. Ne moram vzdrževati staro in dodajati novo, ker to je tako, kot poznamo skodelca, ki bi jo samo nalivu, bi prekipela. Se pravi, enostavno drugače ne gre. To nas uči tudi narava. Narava, pač zdaj smo v fazi, ko vidimo, da staro počasi odhaja, in kmalu nedolgo tega bomo zagledali, da prihaja nekaj novega. Se pravi, tako je vse v nekih ciklih, nekih krogih, ko se staro poslovi in pride novo. Ampak kaj nas pripelje do drugega rojstva? Kaj nas požene na to pot iskanja sebe? A je morda to, ko se enkrat temeljito zamaje naša trenutna resničnost? Torej, največkrat so zunanje okoliščine tiste, ki nas tako ali drugače pripravijo na pot, na ta
to potovanje, ki nikakor ne razumem tega, da je zdaj končano, če govoriva o meni, ampak to potovanje smatram, da ni nikoli končano, da si večni študent šole življenja, a ne, in še več, ko bi rekla, nekako dogradiš sebe, življenje zahteva od tebe znova in znova nova spoznanja. Torej, spravi, resničnost je vedno malo nestabilna. Resničnost je vedno variabilna. Varnosti žal ni. Če je prvo... Ampak varnosti samo v tem smislu, da bi staro držali. Se vem, pa da bi bilo obstoječe trajalo, ne? Vse se spreminja. Če je prvo rojstvo obvezno, je drugo prostovoljno. A je po besedah Ericha Froma glavna naloga človeka v življenju, da rodi samega sebe? Kaj nam podari to drugo rojstvo, ko pridemo do te točke, da imamo občutek, da smo se ponovno rodili? A je to neka čist nova identiteta, a je večji smisel? Torej, če je prvo rojstvo prihod v ta zemeljski svet, ne, v nekem fizičnem smislu, in to je s temle norčkom tukaj lahko ponazorjeno, torej jaz, kot imam rada simbolni jezik, se vedno obračam in iščem v simbolih, ki so me čez moj razvoj v življenju peljali, torej neverjetno, kako sem doživljala sebe preko simbolnega jezika. Tukaj moram poudariti. Ne? In seveda, ne, vsako rojstvo je mistično, je nekako, bi rekla, en most, en prehod iz nevidnega v vidno. Ne? In pravzaprav tudi tu drugo rojstvo, saj ni kaj videti, ampak vendarle človek čuti. Človek občuti, da pravzaprav na ljudi okoli sebe, na dogodke, na pravzaprav izzive življenja ne gleda več na enak način. A ne? In to je tisto, kar jaz mislim, da je najbolj pomembno, ta duhovna plat. To je to drugo rojstvo, tisto, kar je v meni. A ne? Tisto, kar torej, kar se v meni dogaja, pa ni vidnega. Ne? Ampak verjetno ravno ta duhovna zrelost, ne, bolj osmišlja življenje, ne? In tudi verjetno pokaže pot do pravih stvari, ki dajo smisel. Torej, stopnja zavedanja je tista, ki se z tem procesom spreminja, ne? In ravno to je tisto, kar človeka pelje potem na drugačne nivoje gledanja na življenje samo. Torej, filozofija življenja se tako spreminja. Zakaj bo počeli na naslovnici? Torej, jaz, skrivnost ni, da sem v svojih iskanjih med drugim hodila tudi na psihološko astrologijo in to kar na 2 šoli, ker mi je bila morda ena premalo, ne vem. Je pa v bistvu v prvem mojem videnju slike, ko smo enkrat razlagali, ne, njeno simboliko, ta Venera, ta prisotnost lika boginje, ki je že s samim pogledom, torej ena mogočna arhetipska boginja in je prav gotovo, bi rekla, povezana z tako zemeljskim principom, kakor tudi s tem duhovnim, če smo bile pri drugem rojstvu. Ne? Torej, Venera vlada biku in tehnici, če se torej na astrologijo oprem, in pravzaprav ravno ta prihod, to rojstvo, ta školjka, spet simbol, ne? Zefir je jo pripihal na obalo, se pravi nekaj, kar je prišlo novega, en zametek nečesa, kar obeta, kar je življenje samo, kar je pravzaprav tisto, kar nam nekako nas oplaja z enim novim zavedanjem, z nečim višjim. Torej ne samo zemeljskim, tudi s tem, kar je tudi njene roke. Torej Botticelli je to poklonil pravzaprav, mislim, da je bil Ficino tudi v bistvu torej, po znamenju tehnica in je nekako poklonil z tega vidika to simboliko njemu. Je pa v bistvu sama slika, torej že nakazano je, ne, njene roke, torej ni samo zemlja tista, nekaj več obeta. Ne. Torej neverjetno, ko to sliko razlagaš, simbolika toliko je, tako vredna je, no, tako bi rekla.
Je pa Venera še to, Venera je moja, bi rekla, astrološko gledano, zelo močno sem z njo povezana, torej je dvakrat v svojem domu, enkrat je v znaku bika in v hiši tehtnice in na 5 stopinj, kar pomeni menda izredno, torej stopinjami se nisem toliko ukvarjala, ampak pravijo, da izredno močno vpliva še dodatno na izražanje. Torej, potem prav veliko dileme ni bilo. Ne, ni bilo. Vsaka mama je prava mama, dana za srečo in na veselje. Prava. In ena sama. Za vse življenje. Marja, mati je vir življenja, mati neguje, hrani. Arhetipska vloga matere je v otrokovem življenju izredno močna. Povezano se začne že pred rojstvom in potem tudi raste zaupanje. Res je, torej brez matere ni življenja. Življenje se začne torej dojka obeta, zaradi nje otroček preživi. Ampak, če to traja predolgo, torej vse se enkrat konča, življenje hoče cikle, življenje hoče opozoriti, dovolj je. Torej, če traja predolgo, to potem ni več smisla, ni več tiste potrebe in celo nepotrebe, celo ovira je. Torej, ta lik mame je vedno torej, nekako dimenzije dvojni arhetipski vidik mame. Ena je ta mama, zaradi katere preživi otrok, se pravi ta dobra mati, in drugi vidik je ta, ki je seveda lahko ta velika mati, ki potem torej, nekako predstavlja to oviro otroku. Kakšne spomine prikliče misel na tvojo mamo? Ja, tukajle, si dala slajd naprej, torej videli ste, to je bila Demetra, to je bila ta velika mati, torej simbolov velike matere je kar nekaj najdemo v literaturi. Torej, če se vrnem na vprašanje, torej, moja mama pravzaprav je bila ženska, ki je bila pravzaprav zelo veliko bolana. Torej, odkar se jaz spomnim pravzaprav, odkar meni seže spomin, je bila ona bolana. Bila je ženska, ki je nekako ni bila zadovoljna za svojo torej, žensko podobo. In pa, kar je zelo pomembno, ona ni hotela biti, ni hotela obstajati. To je ne enkrat tudi povedala. In zanimivo, ko sem kasneje torej, psihološko raziskovala, brkljala po svoji družini, nazadnje z namenom, da iščem sebe samo, sem ugotovila, da je bil v njej en velik ranjen otrok. In z enim močnim stereotipom povezano, da so vsi moški slabi, da so vsi moški barabe in pokvarjeni. Seveda to je bile sva same, torej jaz izhajam iz enostarševske družine, kar pomeni torej nezakonski otrok. Tukaj moram reči, da z leti se stvari zelo pozitivno spreminjajo. Takrat se spomnim, besede pankrt nisem ravno razumela, ampak pravzaprav sem jo slišala. In tukaj je v bistvu tisto, kar je vse povezano z neko dinamiko, torej enostarševske družine. Torej, ja, mama je bila izredno, torej dvojna mama, izredno dobra. Ona je pravzaprav meni dala vse, kar je imela, pa ni imela veliko. Potem je pa obrnilo in torej kar nenadoma in je postala ta velika mati, ki pravzaprav nekako reče, če si se v bistvu rodila, meni, to pomeni, ostajaš z mano, si moja last, na nek način. Tako. In potem nastopi dosti kmalu, prerana njena smrt in mamine bolezni. In ta prerana smrt so se verjetno rodile iz nerešenih družinskih težav in iz teh njenih pogledov na moške, na sebe, kako ni hotela obstajati. In kakšna je povezava teh travm ali pa nerešenih čustvenih vozlov z zdravstvenimi težavami ali pa z boleznimi? A to, ne vem, a to izčrpava energijske centre in zaradi tega slabi telo?
Torej, ja, pri moji mami, če samo izhajam iz tega, torej iz teh njenih resnično veliko bolezni in s tem tudi povezanih mojih strahov, ker ne nazadnje, če izgubljaš edinega človeka, ki ga imaš v otroštvu, to je povezano neštetokrat z biti ali ne biti. Ne? Torej, tudi ta arhetip sirote Jerice sem opisala, ker sem se čutila včasih resnično od nikogar, ne pripadam nikogar, nimam doma, sem nekdo, ki je lahko jutri sama. Ne? In ta samota, to je strah. Otroka je vedno strah, kadar se čuti osamljenega, zavrženega. In ravno to, ta njena sovražnost, kot si omenila, torej povezana z moškimi, torej vse to se nanaša na njenega lastnega očeta. Ona je pravzaprav v svojem življenju najbolj sovražila svojega očeta. Res, da oče je bil povezan z alkoholom, in je bilo veliko težkih stvari v njenem otroštvu, ampak kasneje sem spoznavala, da pravzaprav ona tega ni mogla nikoli spustiti. Torej, nikoli ni mogla odpustiti in na nek način se odrešiti teh težkih energij povezanih z družino. Mislim, da so bile torej ne samo psihološke zlorabe nje same v otroštvu, ampak da je segalo tudi kaj dlje. To je z mojim raziskovanjem potem kasneje skoraj potrjeno. Ne? In zdaj to seveda, če se zbujaš za stresom, če odhajaš spat v stresu, torej če si zdravnik ti enostavno lahko redno predpisuje zdravila, ampak jaz mislim, da tukaj ne smemo pozabiti, da kdo sem jaz. Saj jaz nisem samo telo, sploh nisem samo telo. To je pač moje prepričanje. In tukaj je en del mene, ki je v težavah. To se pravi, in normalno, ker je to vse povezano med sabo, telo in torej ta notranji jaz, torej zdaj tukaj, če bi še samo sekundo rekla, zelo dobra, bližnja mi je razlaga, ko rečemo fizično telo, astral, čustva, torej miselni, ta kama manas, to je ta moja osebnost. Nad tem je pa nadgradnja, tega se danes več ali manj izogibamo poimenovati, to se pravi tista nadgradnja, kar je duhovnega. In ravno to je med sabo vse povezano. Fizično telo, to je edino, kar vidimo, ampak zdaleč ni edino. Zato v bistvu je medsebojno deluje na principu holograma. In če je en del celote prizadet, ne more biti potem celota ok. Kje v telesu so shranjene travme? Torej, fascije se poimenujejo, torej v telesu pravzaprav največ tega je v fasciji, to so v bistvu na nek način, pravzaprav jaz takole rečem, mi smo, če gledamo iz celic, iz drobnih delčkov mene same oziroma tebe same, vsakega od nas. In mislim, da ni ene same celice, ki bi bila izjema. Vse je povezano, vse šteje, vse je celota, torej in kje je shranjeno. Pravzaprav, tako kot sem rekla, ne samo na fizičnem nivoju, to je med sabo prepleteno, seveda, ampak pravzaprav to je pravzaprav v vsakem delu mene. Zapis je v meni. Kdo sem jaz, je pa pomembno vprašanje. To ima potem take posledice. Ja. Če hlače strga ciciban, jih mamica zašije, a očka mu nabije cvetlično bilko zadnjo stran. A je to arhetip očeta, avtoriteta? Pravzaprav je tako otroška pesnica, en sam verzek, ampak pravzaprav mi je zelo všeč, zato ker tukaj je vse povedano. Ta oče, kako odreagira oče, kako odreagira mama, kot ciciban strga hlače. Se pravi, so vloge nekje arhetipsko res dodeljene. Torej oče, ta cesar, tukaj ga vidimo spet, da rečem en tak pojem moči, tukaj v rokah ima puščice, cel svet je njegov, ptič, ki dobro vidi, mu je na rami, se pravi z vrha gore nekako je na tekočem z vsem, kar se dogaja. Ampak vendarle, on je zakonodajalec, on je tisti, ki zakone postavlja, on je ta avtoriteta, on je tudi moč, on je tudi sila, on je tudi prisila. Ampak vendarle iz tega, če to manjka, je drugačen svet. Torej, oče je tista oseba, ki je pravzaprav z namenom, torej narava ve,
narava ni dala dve mame, ne, dva očeta, ampak je dala v naravi vse yin yang, vse so nasprotja, ne, in če je mama tista, ki otroka neguje, mu daje nežnost, je tukaj nekdo, ki postavlja zakone, ki je nekako vpliva, ne, predvsem ta notranji oče, ki ga potem ponotranimo, se o tem bomo verjetno še rekli. Torej biološki oče, ampak potem tudi ta notranji, ta avtoriteta, ki gre z menoj. Ne. Ja, že prej si rekla, da so vse spremeničeni očeta. Kaj, če ta lik očeta manjka? Ja, torej, predvsem je svet zelo drugačen, ne. Pri meni je bil oče vedno tabu tema. Torej, tabu tema pomeni, da ne samo, da veš, da ne smeš vprašati, ampak torej, tudi, če bi se pogovarjala mama z nekom tam v vogalu nekaj, kar bi vedela, ko sem bila malo starejša, da je o očetu, a ne, si drzala ne bi, da bi me ona videla, da bi jaz to poslušala. Torej, ne tabu, prepovedana tema, torej nekdo, ko so me začeli sošolci spraševati, a ne, ja, kje pa je tvoj oče, a ti nimaš očeta, torej najlažje reči otroku ne, ker je umrl, a ne. Torej, če rečeš, nimam oče, ja, zakaj ga pa nimaš, ja, kje pa je, ja, skratka, takrat kot otrok in glede na to, da se nikoli nisva z mamo o tem pogovarjala in da je bila to, pravim, v zraku, zrak, ki sem ga dihala, je nosil zapis, ne sprašuj, ne. In imela je pa mama eno tako navado, da v eni škatli, kjer so bile slike, je imela 3 slike in vedno je te 3 slike, ko sva jih gledale ostale, takole vrgla pred mano in je rekla, no, tale ima pa tak nos kot ti, ne. In ko si mal večja, ne, hodiš pred ogledalo in gledaš svoj nos in njegov nos in potem sestavljaš. Jaz sem celo otroštvo sestavljala, torej puzzla, ne, tako da se je nekako zlagala ta slika mimo mame, ne? In mimo vseh ostalih, ker jaz pravzaprav nisem imela veliko sorodstva, samo še teto, a ne? In tudi ni nič, torej do veliko kasneje, ne? Ko sem že sama prišla do vira. Ampak ti si vseeno poiskala očeta, tudi če je bila to prepovedana tema, verjetno po smrti mame, ne? Torej, ja, radovedna sem, to sem že povedala, da sem radoveden človek, da nikoli nisem zadovoljna s tistim, ker vedno vem, da je še več in še več zornih kotov, ki jih lahko odstiram, ampak ta svet moj je bil, torej, jaz sem nekako v svet šla z zelo slabo samopodobo, z izredno, rekla, z občutkom, da nisem dovolj dobra, da je vse okrog mene idealno, jaz sem pa tista, ki sem drugačna, ki sem pač, ki sem. A ne? In pravzaprav, a ne, to sem si cel življenje sem iskala, cel življenje sem se nekako hotela dograditi tam, kjer sem čutila, da me ni. A ne? In pravzaprav da sem spoznala očeta, se je prej zgodila mamina smrt. Torej, pred mamino smrtjo pravzaprav mislim, da ne bi bila sposobna, da bi iskala očeta. Ne? In še tako je menilo od mamine smrti 3. leto, sem se torej dokončno opremila z dodatnimi vzgibi, da sem to naredila. Torej, 3. leto, to je malo manj, par mesecev manj kot 3 leta. Ja. Glej, velikrat dolgo nosimo v sebi neko željo, da nekaj razčistimo, da nekaj razrešimo, pa se ne moramo odločiti. Potem pa enkrat zberemo to energijo in naredimo. Kaj je tisto, kar nas prej ustavlja in potem požene v to, da lahko naredimo? Ja, že prej sem rekla, te prvo zunanje okoliščine, a ne, ker če si takšen, kot sem bila, ko greš v svoje življenje naprej, v partnerstvo, v službo, kamorkoli, se pravi, in si tako ranljiv, občutljiv, z manjkom dobre samopodobe, že tukaj te veliko stvari v življenju ustavi in ti da neko lekcijo, na osnovi katere lahko iščeš dalje. Ne? V tem primeru pa, ker sem že tudi zbirala te, kot sem rekla, kamenčke s celo otroštvo, ne? Kdo je moj oče, kako torej ta skrivnost, ne? Zakaj je mama toliko skrivala to. Ker ko je ona umrla, sem jaz se trudila na vse načine, da bi pač našla neko pismo.
Jaz sem bila prepričana, da ona meni ni mogla povedati, ampak je napisala, ne? Ampak žal tega nisem najdla. Ne? Torej, ta, bi rekla, firbec, ki me je gnal skozi in po drugi strani okoliščine zunanje, ki so me pravzaprav sile v to. Je pa ena neznana notranja sila vedno pripomogla, da nikoli nisem obmirovala. Ko mi je bilo najhujše, sem pisala in iskala dalje. Kaj je tisto, da izbereš pravi trenutek, ne? Ker to si prej rekla, ne? Da nisi in potem si se enkrat odločila in si našla ta svoj nos, ne? Torej, ja, zelo zanimivo je to, ne, da pravzaprav tisto leto, ko sem se jaz res odločila dokončno, da poiščem očeta, je pravzaprav, jaz sem šla k njemu koncem julija. Tisto leto je v maju, torej umrla njegova žena. In predstavljajte si, da bi pred tem, ko je umrla, torej človek, ki je tako rekoč zelo bolan, ne, na smrtni postelji, ali ko se dogodek zgodi, torej takrat bi bilo totalno neprimerno, ker jaz nisem vedela, pravzaprav nisem imela informacij. Ne. In ravno na tem primeru, jaz, ko sem brala Junga, ki govori o sinhronosti, o sinhroniciteti, torej in pravi, med ljudmi in dogodki obstaja sodelovanje. On pravi, v katero je nekako upletena usoda. A ne? In jaz pravim tukaj vzrok je v čem skrit, ampak ena božanska inteligenca, kako jo poimenujemo, je to Tao, je čista zavest, a je absolutno, ali je Krišna, a je Buda, ne, to sploh ni pomembno. Pomembno je to, da jaz rečem, v naravi je vse v nekem ravnotežju. In karkoli se dogaja, jaz imam občutek, da se slabo dogaja, ampak na neki višji ravni je vse prav. To se pravi, da če nas neka sila ustavlja, jo moramo kar poslušati. Ne? Ja, to je notranji glas oziroma neki dogodki, ki se nekako nam nasprotno postavljajo. Se pravi, nekako se je tudi s knjigo je bilo letos tako. Ne? In moja knjiga ne bi šla torej, spomladi. Ne? Potem je bil pa pač splet okoliščin, ki v bistvu je, pravim, ne, ljudje so bili samo poslani. Ne? Jaz tako gledam. Ne? Hvaležna sem seveda ljudem, ki so me ustavili in potem ljudem, s katerim sem prišla do konca, ampak vendarle, ne, sem prepričana, da je bil nek red, višji red, da se je to zgodilo zdaj. Ki smo ga na nižji ravni nekako spoštovali. Ja, tako. Mr. Bean. Kaj je odraz družinske dinamike? A je to naša fizična podobnost starši? Ali so to privzeti vedenjski vzorci? Ali so prepričanja, ki jih prenašamo iz roda v rod? Ali je ponavljanje njihovih napak morda? Ja, pravzaprav ta slika je zelo pomenljiva. Ne? Zdaj, res je nekako tako, ne? Prav daleč, eno pregovor vsi poznamo, ne? Jabolko ne pade daleč od drevesa. Ne? Včasih je to vidno, včasih ni vidno. Ampak, torej, ja, spet, da se vrnem na simbolični jezik, ne? V tarotu imamo v veliki arkani eno karto stolpa. Ne? Tam je v tistem torej, labirintu skriten minotaur, ena sramota. Ne? Zdaj, pravzaprav veliko tega nosimo s seboj, ne? Kot otroci, seveda je svoje rodne družine. Ne? In ta obremenjujoča čustva, ki so nekako ujeta v nas, ne? Nek strah, jeza, žalost, napetost, torej le s težavo to spušča, to ni enostavno. Ne? Torej to je privzgojeno, ko si mejhan, starši so zate svet. Ne? To je vse, kar imaš, so bogovi. Ne? In to, kar bogovi hočejo, to narediš, ne? Oziroma potem se začneš kasneje upirati, ampak vendarle, to je toliko ponotranjeno, ne? In je del mene. Ne? Tako da ja, ni samo zunanja podobnost, veliko tega seveda vnesemo v življenje. Torej, nikoli ne grem v partnerstvo, v službo, med okolje sama, ampak grejo z mano te, bi rekla, nevidne prtljage, težave oziroma pač pozitivne stvari, ki jih nosim s seboj, se niso samo slabe. Ne? No, ampak če nam te vzorci ne koristijo, ne? Če ugotovimo, da ne koristijo, pa pri tem verjetno jeza na starše prav nič ne pomaga. Ne?
Kako to transformirati, kako se nekako spraviti s preteklostjo ali pa z očetom in zmago? Torej, ko sem iskala na svoji poti, med drugim sem zašla tudi v ene šolo bioenergije, 2-letno, kjer sem v bistvu spoznavala sebe bolj na energetski ravni. Ne? In ko praviš, ne, jeza nič ne pomaga, seveda ne. Tam sem še enkrat torej ponavljala, ne, kako pravzaprav nobena jeza, kakršnokoli negativno čustvo, pravzaprav mi ne bo nič koristilo, razen to, da sem nekako na skritem nivoju vezana na tega starša, ki je lahko že mrtev ali pa živ, se v končni fazi je vseeno, ampak del moje energije je tam. Ne? In pravzaprav, če mi to ne pomaga, ne, nisem cela z energetskega vidika, ne, se pravi, prej, ko se rešim teh zamer ali česarkoli že, ne, je pravzaprav to za mene dobro, ne, ker rečem jo temu, pa ne bom odpustil, ne, se mi je pa to hudega naredil, ampak pravzaprav delam škodo sebi. To je veliko spoznanje. Ne. Ja, moraš sam s tem živeti, ne? Torej, ker nisem energetsko cel, tako. Ko začnemo spuščati naše osebne starše in se nehamo zanašati na njih, takrat začnemo verjetno presegati te svoje korenine. Ne? A je to tisti trenutek, ko se res tako odločimo, ne, pa rečemo, zdaj pa ne bom se več oziral na starše, ne bom se znašal. Je to tisti trenutek, ko se začnemo mi premikati k sebi? Torej, to spoznanje, ne, da pravzaprav mi gre včasih vse narobe, da se zjezim kar naprej, da skratka se mi en vzorc ponavlja, včasih zamenjam službo, ne vem kaj, pa spet najdem šefa, ki je pravzaprav zelo podoben unmu, ne, partnerja, ne, imam pred sabo enega, potem seveda drugega, ne, faca je druga, ampak v končni fazi, ne, spet neki vzorci. In si rečeš, pa dobro, pa kaj je zdaj tisto, ne? In ko si to rečeš, to se pravi, jaz bi tukaj rekla, kaj je zdaj tisto poril, ko si me vprašala, ne? Kaj je, kdaj, kako. To se pravi, to ni enkrat, to ni nekaj, to je proces. To je pač stopiti, dostakrat sem slišala od svojih kolegov, ki smo skupaj hodili na določena izobraževanja, češ, daj mi je šele hudo, ne? Mar bi ostal tam, kot sem bil. Ne? Mislim, ja, ko greš na eno pot, poti nazaj ni. Jaz vedno rečem, je samo pot naprej. Ne? In zdaj tiste, ki pustiš nazaj za sabo, ne? To je pa velikrat tako, ne? Ker težko je, da okolica, torej govorim ožja, ne? Ali pa malo širša, tudi prijatelja, ne? Da gremo v isto smer. Ne? In zato potem kar naenkrat se med sabo odtujimo lahko, ali pa več ne prepoznamo takšne, kot smo bili. Ne? Ker eden ostane, drug gre. Najboljše je, če gresta oba, ali sta partnerja, prijatelja. Ne? Resnično se spreminjamo. Ne? Kaj pa odnos do denarja v družini? A to, kaj vpliva na samo podobo, na samo spoštovanje, na občutek vrednosti pri otroku? Torej, če govoriva o družinskih vzorcih, tukaj res ne morem, če pišem o svoji družini in o svojih izkušnjah, res ne morem prezreti pomembne teme, torej denar. Ne? Torej, denar je, kot so me na ekonomiji učili, ima svoje funkcije in nobena od teh funkcij, ki so me na ekonomiji učili, ni tista, v kateri sem jaz tukaj noter pisala. Ne? Zato, ker denar je moč, denar, če ga nimaš, je nemoč in ta neuravnovesje, ne, ki ga lahko v neki družini več, v neki manj, ne, jaz sem to izredno močno čutila. Na eni strani sem živela z mamo v eni veliki revščini. Torej, tam, kjer enostarševska družina že tako običajno ni enako, kot če sta oba, potem pa še, torej, to je bilo od starih staršev prišlo, ne od mame, ker recimo moji stari mami, po mamini strani je umrla mama na porodu, sestra vred. Kar pomeni, da je na nek način tukaj to umankanje, torej mame, moji stari mami, povzročilo, da je ona s časoma postala sirota, čeprav so bili bogati doma, ampak pač spet okoliščin in potem je ona kot sirota in naprej, če govorimo o družinski dinamiki, naprej njeni otroci, torej ta moč, poiskala si je partnerja, ne, ta spet
ni naključno, tazga, da je to lahko skusila naprej in to je šlo spet naprej do mene, tako rekoč in to je tisto, nekje mora biti v družini nekdo, ki nek proces ustavi, oziroma se ga saj zave in se potem na nek način začne to reševati. Ampak rekla si, da se je zelo močno si občutila ta vzorec pomankanja. Ko sem vprašala, kako to vpliva na samo podobo nas, občutek lastne vrednosti. Torej, vedno je tako, če je ena stvar, če je veliko neravnovesje, na eni strani veliko pomankanje, na drugi strani pa nikoli ni dovolj. Torej, velika verjetnost je, da v življenju srečaš potem ravno to, ker nekdo mora priti nasprot, da boš ti videl, kje si. Ker ni samo denar, tukaj gre tudi za lastno vrednost. To se pravi, slaba lastna vrednost, samo podoba, ki si jo zgradiš, je nizka. To se pravi, vse je na nek način na dnu. Na drugi strani pa srečaš nekoga, ki je pa na vrhu. In ta seveda ni naključni. Ta je zelo pomemben člen v tvoji verigi učenja, ker ta te uči, da pravzaprav ta ti daje ogledalo, da si na dnu, glej, kje si, glej, in po nekem času boš jaz pregledal, ali pa tudi ne. Ja. Zajeten del knjige, mislim, da je skoraj 200 strani ali pa 190, govori o tvojih spoznanjih. Skupno jih poimenuješ šola življenja. Kaj je tvoje temeljno spoznanje? Da je vse povezano z vsem? Da si prej rekla? Torej, v vsaki kapljici je ocean in v vsaki celici je inteligenca celega telesa. Torej, to je, bi rekla, v mikrokozmosu in velja tudi širše, najširše. Torej, vse je povezano z vsem. Tukaj imamo en vzorec, rožo življenja, prepletena v vseh, torej, kot ena preproga, kot en tepih, kot ena tkanina, ki jo življenje stke. Jaz sebe vidim kot nekoga, ki je ločen od ostalih, ampak pravzaprav nisem ločena. Sem samo en delček tega in to velja za vse, kar biva, za vse, kar je, za vse, kar je bitje. Torej, vse je prepleteno, eno je vse in vse je eno. To je moje spoznanje na poti do sedaj. Prej sva govorile o vzorcih, ki nam ne ustrezajo, oziroma jih občutimo kot breme. Odkot izhaja ta osebna moč posameznika, da deluje in spreminja, da se lahko utrese teh nekoristnih vzorcev? In kje sploh korenini ta naša samopodoba? Torej, prav gotovo samopodoba prihaja že v času, ko smo bili še fetus. To se pravi, samopodoba pravzaprav ni stvar, ki je enega oskega odseka, ampak je pravzaprav veliko dognjan. Eno knjigo noter omenjam, biologijo prepričanj, kjer v bistvu lepo nam zdravnik razloži, kako je pravzaprav otroček v torej maternici dovzeten do tega, kako se starša skregata in kaj se z njem dogaja. Se pravi, vse, kar vpliva že name kot na fetus, kasneje vsak dan šteje, torej kot otrok, v zgodnem otroštvu in kasneje. No, jaz pa, glede na to, da sem omenila bioenergijo, pravim, da nekako sem pridobila mnenje, da pravzaprav se ne rodimo kot nepopisan list papirja in da že prinesemo seboj določena, torej dva otroka v isti družini, od istih staršev. Ista enaka, ne? Kaj pa zavedanje, ta tiha pozornost na dogajanje okoli nas? Kaj je to? Je to energija, ki razvija dostojanstvo, ki razvija izpolnjenost, ker je nekaj več od materialnega? Absolutno. To je tisti del, ki sem ga, zelo zanimiva ena pripoved je, pa mogoče bi jo kar zdaj povedala. Recimo, velikokrat ste slišali, da v nas živita dva volkova,
Eden je tisti dober in eden je slab. In samo od mene odvisno, koga hranim. Se pravi, jaz imam svobodno voljo, ne? Jaz sem tista, ki odločam. Ne? Torej, v vsakem od nas, vse je polarnost. Ne? Ni enega med nami, da bi bil samo dobri volk v njemu. Seveda, potem, ko ga hrani bolj, že prevladuje, ampak je ta senca, je tisti del, tisti drugi del. Ne? In tukaj seveda je to pomembno. Ne? Kaj pa narediti z nezavednim? To, kar tako močno vpliva na nas, pa nimamo nadzora. Torej, Jung je to poimenoval senca. Ne? Vsak od nas ima torej, lažje raziskovati pravzaprav vesolje kot sebe. In v nas je toliko spečih potencialov, toliko energij, ki bivajo, toliko, kot sem rekla, bogin in bogov, ki bi se radi rodili, toliko pozitivne sile, ki je speča. Ko bi mi vedeli, kdo smo, verjetno marsikdo reče, ne, to ni mogoče. Je mogoče. Je, še več je mogoče, kot si mislim, da sem. Ampak v bistvu gre počasa, ne, da jaz prihajam do tega svojega bistva, do tega svojega vira, ki je v meni, kakorkoli ga že poimenujemo. Ne. Prej so se pogovarjali, kdaj mislimo, da začnemo pot proti sebi oziroma pravo pot spoznavanja sebe. Ampak kdaj se pa začnemo povezovati z sebstvom, s tem najvišjim jazom in tem resničnim jedrom naše osebnosti. A je to takrat mogoče, ko se začnemo zavedati, da je dobro in slabo prav, da je prav tako, kot dobro tudi slabo mora obstajati? Torej, vse je povezano, kot sem že rekla, in vsi pojmi med sabo rekla en z drugim. Ta senca, v kateri te skriti, potlačeni, neprijetni vidiki moje osebnosti, ker seveda ego je v konfliktu s to senco, ampak biti celosten pomeni, da jaz enostavno to senco na nek način najprej jo torej vidim v drugmu, seveda, ko ta moja senca, redko kdaj bi rekla, da je to moja, lažje rečem, da je to drugega, drug je takšen pa takšen, jaz sem pa pač tista žrtva, ampak polka ugotavljam, da pravzaprav je vse tudi v meni, da je to pravzaprav en del mene preslikava na drugega. Se pravi, v bistvu ta celostnost, z to, bi rekla, s tem kamenčki, ki jih odstiram kot senco, to je proces, na nek način mene integrirajo v eno večjo celoto, znotraj govorim. Če bi govorila o principu Jan in Yinga, se pravi tega moškega in ženskega principa, ki je v vsakemu izmed nas, ne glede na spola, se mora nekako uravnati. In bolj kot smo nekako uravnani, bolj smo celostni, bolj smo integrirani, lažje potem je z nami. Tako tistemu, ki dela z nami, oziroma tistemu, ki sobiva v nekem ožjem smislu. Verjetno takrat smo sposobni stati samostojno, neodvisno od okolice. To je tisto, k čemur vsi, torej, to je v bistvu visoka svečenica. No, to moram povedati, pač lik, torej velike arkane mitološkega tarota, ki je meni izredno blizu. Zakaj? Zato, ker je bolj povezan, da ne razlagam v detajle, bolj povezan z mano. In ravno to, Hat ugrabi Koro, se je tudi dogajalo, če gre malo nazaj, torej ta lastniški odnos mame in mene, torej, da sem jaz odšla od doma, me je resnično mogel ugrabiti Hat, to je bilo nekega leta. In ta slika simbolična, črno-beli steber, zadaj svetloba, Hat, spodaj v kleti senca, se pravi, bolj ko se poglabljam, narcise, torej simbolična roža, torej, to je tista transformacija. Ko pride Kora v podzemlje, ko postane žena od Hada in se vrne kasneje, ker je mama tako zelo nasprotovala, so se bogovi nekako odzvali, da se je pol leta vrnila nazaj in pol leta je ostajala pri možu. Se pravi, ko je bila zunaj pri mami na svetlobi, je narava rodila, poletje, pomlad in obratno, zima, jesen, ko je bila torej, odmaknjena od življenja. Pa vendarle, nikoli, ko gremo v resnično transformacijo, ne pridemo
enaki, kot smo bili. Ne? To je tisto, transformacija ni sprememba, transformacija je nekaj, kar je globje, kar je umreti, da se rodim na neki ravni, ne samo na fizični. Ne? Nas popolnoma preoblikuje, verjetno, ne? Ker sprememba je lahko sam en del. Ne? Popolnoma, torej potres je. Ja. Ko si prej rekla, ženski in moški princip je potreben, da smo celoviti. Ko izbiramo življenjskega partnerja, se pravzaprav nikoli ne pomislimo, da v zakon poleg sebe seboj prinašamo del naših staršev, del družinskih vzorcev, del nekih prepričanj. Kako pravzaprav izberemo partnerja, če vse to nosimo s sabo? Torej, nikakor ne slučajno. Partner je vedno arhetipski del nas samih. Vedno pride takšen partner, ko ga rabim. Zdaj pa, če je težko z njim, ne, pol pomeni, da veliko še delam na sebi, ne, ampak nikoli ne, ni, bi rekla, tukaj slučajne izbire. Ne. Vsi ti moji vzorci, ki so, ali me življenje naviši, jaz rečem, kot napreduješ v šoli, ko prideš v neko srednjo šolo, fakulteto, Bog ne daj, da bi preskočil srednjo šolo, se pravi, življenje te testira. Tam, kjer si bil šibek, s tistimi vzorci, ki si izhajal, pa tudi, če si že na poti spreminjena in si že veliko naredil, ampak še vedno ti življenje pošle neke situacije v življenju, dogodke, kjer lahko vidiš, da ta partner pravzaprav z ničem že še služi. Ne? Saj, ko pa enkrat izveni, je pa potem ugotoviš, morda pa je brez njega tudi v redu. Zbereš takšna, seveda, tisto, kar poznaš. Ne? Absolutno. To je arhetipsko, to je nekaj, kar je iz rodne družine pritegneš in potem razdeljuješ naprej. Ne? Torej, če sem prišla z neko slabo samopodobo, ne, če sem prišla od mame, ki je izredno gospodovalno ravnala z mojimi potenciali, je potem nekako čez življenje, torej tako ali drugače tudi poslovno, ne, sem se velikokrat mogla na neke, torej ta manjka očeta, ne, pomeni ta manjko te pozitivne avtoritete. Ne. In zdaj te avtoritete, dokler nismo sami sebi znotraj avtoriteta, ravno prav, torej se loviš. Ne. Kdaj sem dober partner? Ko si rekla, če ne ostane več. Ja, dober partner sem takrat, ko je znotraj mene, seveda samo znotraj mene, neko ravnotežje. Ne? Seveda v partnerstvu ne smemo pozabiti, da sta dva. Ne? Torej, da je odnos ok, ne? Spremljiv, morata biti oba, kot sem že prej rekla. Če samo eden izgrajuje sebe, drugi pa ne, potem je tukaj na daljši rok slej ko prej težava. Tako, ja. Ampak znotraj sebe, to se pravi nekako uravnotežiti ta žensko-moški princip. Ne? In takrat, recimo, ko je nekako resnično to, rekla, čim več sence odkrite, ko sem čim bolj individualna, čim bolj jaz. Ker če ti mene poznaš tako, kot jaz sem, da ti nič kaj dosti ne prikrivam, vsaj ne tisto, kar vem, to je najslabše. Ne? V bistvu zato tudi zaljubljenost in ljubezen sta vsak sebi pojma. Ne? Takrat v bistvu je največ, kar lahko dam, ne sebe. Ker takšna sem. Ne? Ampak ga pa lahko tudi zameniš takrat? Ja, vedno imamo, Bog nam je dal možnost, če se lahko tako izrazim, lastne izbire. Torej, vedno je usoda, pasivni del, tisti del, ki pač ne morem sama vplivati, pa tisti del, ki je pa pač moja aktivna usoda, se pravi. Pa drugačnega zbereš, ker spet druge stvari poznaš, kot si jih prej. Ja, samo je treba vedeti, da ne zamenjamo samo pace, kot sem rekla, ampak še kaj drugega. Ja. V tem zajetnem delu knjige pa sledi en manjši, ampak izredno dragocen. V tem delu si napisala o svojih osebnih spoznanjih, torej prav o sebi, ne o teh generalnih, o katerih smo zdaj govorili. In torej spoznala si sebe in našla svoje poslanstvo. Ali lahko rečeš, da danes znaš odgovoriti na vprašanje, kdo sem jaz? Ja, kot sem že omenila, končne postaje v tem življenju ni. Jaz mislim, da absolutno pa
lahko trdim, da bolje poznam, kdo sem jaz, kot sem poznala, ko sem stopala na svojo pot, torej iz lastne družine. Ne. Absolutno pa nikoli ni konca in mislim, da ni tega med nami, ki bi lahko, mislim, tako je zgledala. Ne. Vedno je pot odprta, nikoli ni končne postaje. Ne. Tako da ja, veliko bolje, dan zavedam se, ne, da sem pravzaprav kapljica, in da lahko rečemo nepomembna ali pa vendarle zelo pomembna, ker kapljica vidimo, kaj povzroči, ko kane v večjo vodo, v širši ocean. Tako da nič ni zastonj in nič ni brez smisla, vse ima svoj namen, torej slučajev pri meni ni, vse, kar se zgodi, ima en namen, kakršenkoli že, ampak to me uči. Tudi bolečina ima svoj namen, ni brez namena. Ampak, ko smo prej govorili o vzorcih, o prepričanih odzivih, kakšen velik odziv je na majhno kapljico. Tega se včasih ne zavedamo. Ena beseda, eno naše dejanje, kakšne posledice lahko ima. Tako. Izbira poklica je, mislim, najbolj, ali pa skoraj najbolj pomembna stvar v našem življenju. Kdaj človek občuti to poklicanost, klic po? A je to takrat, kadar imamo občutek, da ne potrebujemo oddiha od našega življenja, ko lahko kar delamo? Ja, to je zelo zanimivo, lepo si to povedala. Torej, sama sem čutila že zelo zgodaj, da me vleče na medicinsko fakulteto, da želim delati z ljudmi na psihični ravni, ampak ker sem živela, kot sem povedala, mi to ni bilo omogočeno, ker je bila mama tako zelo bolana in rekla, punca mora imeti poklic, po 4 letih boš imela poklic, da si ti lahko samostojna, kar se je kasneje pokazalo za pozitivno razmišljanje. Ampak pravzaprav nič ni zamujenega, nič ni izgubljenega. Če ima človek močno voljo, lahko daleč pride, sicer počasi, pa morda so ti kakšna vrata kdaj zaprta, ampak obstajajo tudi druge poti, pa kaj. Tako da, ja, jaz se nikoli ne vdam, torej nikoli, in iščem dalje in sem iskala, vedno sem iskalka, tako da tudi zdaj, iščem dalje. No, ampak tole je klic verjetno bil, da je ta knjiga. To ni knjiga, je življenjsko delo. Res je. Jaz mislim, da v tem smislu dodatnega dela ne bo. Lahko je neka drugačna nadgradnja ali pa morda področje, s katerim se zdaj ukvarjam, ki pravzaprav ni tako mimo tega, kar sem do zdaj počela, pa vendarle, to je del mojega življenja. In spoznam seveda, to je pomembno. Ogromno jih je v tej knjigi. Ja. Mnogi bodo knjigo kupili in bo postala spremljevalka njihovega življenja oziroma te njihove poti k sebi. Drugi potrebujejo ali pa imajo raje dialog, da se o svojih poskusih, stiskah, iskanju pogovorijo z nekom, ki je že prehodil tako pot. A si razmišljala o kakšnih takih pogovorih, svetovanjih, ne vem, kako bi to rekla, tega poimenovala? Pravzaprav jaz se celo življenje na nek način ukvarjam z ljudmi. Pa tudi, če je to bilo na zelo različnih področjih. Torej, sem tudi prostovoljka bila pri druženju z starimi ljudmi. Torej, več ali manj ogromno sem delala kot prostovoljka. Torej, dokler sem imela neko drugačno delo, svoje lastno, tudi sem se izobraževala za pomoč kot bi rekla, govornik ali pa samo sobivanje ob smrti, torej hospicu, ampak potem kasneje tega delala nisem iz preprostega razloga, ker sem nekako se odločila, da bojo druge prilike v življenju, morda zdaj, ki je to moja tema raziskovanja. Je pa res, da z ljudmi, jaz se vidim preprosto dela z ljudmi, nikakor ni moje z računalnikom nekje, čeprav dostikrat me življenje
primora, da kakšen projekt, ki končam sama z računalnikom, ampak ljudje so tisti, ki so moj izziv. Torej, tvoja prihodnost delo z ljudmi. Pa ne samo na tak način, ampak verjetno tudi 1 na 1 ali pa skupina. Ne? Tudi to že delam, ampak bi seveda želela, da ostane, pa se še morda razvija v neko smer. Ja. Verjetno se moraš malo dahniti po takem zalogaju. Ne? Ampak jaz bi te vseeno vprašala, kako naprej. V knjigi si se dotaknila toliko področji našega delovanja, bivanja in razvoja, da kar sama narekuje neko nadaljevanje. A kaj jo razmišljaš o tem? Ko norček pride do konca enega cikla, ne, nikoli ni konca, torej se odpre nov cikl. Jaz bi rekla tako, da pravzaprav verjetno na področju, katerega raziskujem, torej ravno ta odnos do naše družbe, do staranja in smrti, da je tukaj, čeprav je to tabu tema, da je tukaj v bistvu veliko možnosti, da torej povem na glas, torej ne zato, da želim, torej da se sliši, da se čim večkrat sliši, ker tisto, kar je slišano, tisto ni več tabu tema, tisto se da spreminjati, ker ljudje moramo slišati večkrat, tudi v družbi. No, se pa zdaj v procesu izdelave disertacije boš nabrala toliko podatkov, da bo še enkrat bolj debela knjiga o tem. Staranje je taka zelo aktualna tema. Ne? Potem pa dobiš urednika, ki ti pove, da je zadeva zelo debela in da je treba dobro premisliti, kako bojo bralci to držali roke. Boš pa dve izdala sej, da bomo lažje rok držali. Prej si rekla, da je vse povezano, prepleteno in da življenje teče v krogih in da ima vse svoje posledice. Kamen, ki ga vržem v vodo, beseda, ki jo izrečem. Misel, ki jo gojim, načrt, ki ga kujem, ali pa ostra pripomba, ki jo izrečem, ali pa rana, ki jo na novo odprem. In mir, ki ga izžarevam. Vse se širi v krogih in ima svoje posledice. Vse dobro in lepo, pa tudi vse slabo in grdo. Ja, takole je, dragi moji, z največjim veseljem, če grem s pogledom od prvega do zadnjega, da koga slučajno ne prezrem. Vsak mi je drag, vsak mi je po svoje delček mene, delček življenja, ki sem ga tukaj opisovala in zato ste danes z menoj in naj se vam najlepše zahvalim, vsakemu posebej in vsem skupaj. In jaz mislim, da tukaj nismo zaključili, ampak da imamo veliko možnosti takega in drugačnega sodelovanja vnaprej. Hvala vam. Meni pa zdaj ostane le še to, da vas povabim eno nadstropje nižje, da knjigo vzamete v roko, jo odprete, prelistate, morda povonjate in pa na kozarček, da z Marijo skupaj nazdravimo in zaželimo knjigi srečno pot. In gospod Pavček je bil en tak hudomušen mož in zagotovo ne bi imel nič proti, če bi zdajle mene slišal, da mu nekaj dodajam. Ko hodimo, pojdimo do konca, po stopnicah navzdol do polnega kozarca. Hvala ti, draga Alenka, tudi tebi. Meni je bilo, moram reči, to veliko čast in veliko veselje, da sem bila lahko del te predstavitve tega tvojega življenjskega dela. Hvala. Torej, povabljeni ste, ne čakajte, hodimo. Življenju naproti.